velikan kirurgije. Brez njega ne bi imeli moderne kirurgije. No, to smo odkrili ob 100-letnici medicinske fakultete. Dober dan. Dober dan. Z veseljem povem, da dobim Hipokratovo priznanje. To je poklon mojemu vseživljenjskemu delu. 33. generacijo študentov letos poučujem. Študentje so tako čudovito gnetivo, prožni, odprti, sproščeni, neobremenjeni in je dobro sejati med njimi, ker to seme res lahko vzklije. Tako da jaz se od njih ogromno naučim, dajejo mi eno svežino, moč, tudi me pomlajajo. Kot medicinska humanistka in zgodovinarka medicine imam na nek način kot zdravnica občutek, da sem nekje na obrobju medicine. Ampak v isti sapi se pa zavedam, da je vsak človek, predvsem vsak bolnik, občutljiv ne le za bolezen in njegovo telesno ranljivost, ampak tudi za čustveno, socialno, za vse tisto mehko, kar je potrebno pri bodočem zdravniku v toku pedagoškega dela ozavestiti, da razumejo ta celostni pristop do bolnika. Govorili bomo o razvoju medicinske fakultete v Ljubljani. Mi ni bilo nikoli težko delati kupico paralelnih stvari. Tukaj so nekako zložene večinoma moje knjige. Ne vem, če so sploh vse zložene tukaj. Se jih je kar nabralo skozi kariero okoli 60 plus. Tale enciklopedija, ki bo še 5. del dobila. Kdo je napisal Valvazoriana medicine? V teh 3000 straneh in okoli 7000 slikovnih prilogah je pa res popisan levji delež razvoja medicine pri nas. Mislim, da je ona ženska, ki je zelo ustvarjalna in ki ima veliko neke notranje moči, da je stvari sposobna tudi sprovesti. Zdaj, to delo, zaradi katerega je tudi dobila priznanje in mislim, da je res zasluženo in upravičeno, je res ogromna količina dela, ki gre skupaj z veliko enega odrekanja, predvsem pa mogoče z vizijo cilja in tudi, da je te stvari potem sposobna dejansko do konca pripeljati. No, tako da tukaj se mi zdi, da ima res notranjo moč, ki jo žene, da te stvari zaključi. To je tak odlitek kirurgove roke. To je stara porodnišnica. Tole je recimo posmrtna maska Alojza Zalokarja. Morgani je znameniti italijanski patolog. Četudi bo medicina še vse bolj sofisticirana, vse bolj tehnično izpopolnjena in bo tudi umetna inteligenca vanjo vstopala, bo vsak bolnik potreboval človeški dotik, topel pogled, empatijo, sočutje. In to je tisti pomembni moment, ki ga poskušamo v okviru našega predmeta zgodovine medicine in medicinske humanistike prenašati na bodoče zdravnike. A ve kdo, kateri so kriteriji za nastanek univerze? In na tak način pač dati vedeti, da če bodo bolnika obravnavali celostno, bodo gotovo dosegli največ, kar lahko. Če rad nekaj delaš in ko se za nekaj odločiš, lahko na katerem koli področju opraviš poslanstvo. Kot je rekel Slomšek, kdor hoče druge vneti, mora sam goreti. Goriš in tudi potem počasi vidiš, da tudi ljudje to prepoznajo. Pa dobiš recimo državno odličje, medaljo za zasluge, pa dobiš recimo Hipokratovo priznanje. Tako da jaz se nisem nikoli spraševala, zakaj. Vedno sem se spraševala samo, kako bom to naredila in kako bom do konca pripeljala.